uvodoma mogoče generalnih informacij. Lahko vam povem, da Slovenska ljudska stranka že kar nekaj časa zelo intenzivno pripravlja na te lokalne volitve. Lahko vam povem, da smo v tem trenutku že zelo dobro pripravljeni, da imamo 100 kandidatov za županje in župane različnih občin po celotni državi, da jih nekaj več kot 50 podpiramo, torej tistih, ki niso naši, ki so nestrankarski, ki pripadajo drugim političnim strankam. Verjamem, da iz tega izhajajoč, da bomo tudi tokrat, tako kot je že bila tradicija, zelo močni na teh lokalnih volitvah in pričakujem, da bomo na nek način zadržali primat, kar se tiče števila županov Slovenske ljudske stranke. Naš zelo znani vinogradnik, gospod Čurin, je na taboru to nedeljo, ki je bil v Pivki, katerega se je udeležilo več kot 8000 članic in članov, simpatizerjev, dejal, da bo letos dobra letina v vinogradih. Jaz k temu dodajam, da bo tudi Slovenska ljudska stranka to jesen imela dobro letino. Večkrat smo dejali, da bomo, kar se tiče mestne občine Ljubljana, poskušali tokrat nastopati s svojim članom in to obljubo danes na nek način izpolnjujemo. Rad bi napovedal kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana, in sicer bo za to mesto kandidiral naš dolgoletni član, pravzaprav član od vsega začetka, ustanovitelj, večkrat je bil tudi mestni svetnik, to je seveda gospod Janez Žagar. Vesel sem, da se je odločil te kandidature, lahko rečem, da je v tem trenutku predsednik mestnega odbora Slovenske ljudske stranke in da je mestni odbor, kar je sam prevzel vodenje tega odbora, začel zelo intenzivno delovati, morda je od tega že skoraj leto dni, morda kaj manj, ampak mestni odbor je začel zelo aktivno in intenzivno delati. Kot sam poznam gospoda Žagarja, lahko rečem, da je dosleden, predvsem zelo odločen, pokončen in zelo odgovoren. Tako da moja ocena je, da je absolutno primeren kandidat za mestnega župana in da bo se seveda lahko v tej, lahko rečemo, še posebej v Ljubljani, zelo burni, po moji oceni, volilni kampanji dobro odrezal. Sam sem na taboru podal tudi apel vsem našim kandidatom in kandidatkam, ki kandidirajo tako za županje, kot za župane, mestne svetnike, da pričakujem od njih, da bodo to volilno kampanjo predvsem pozitivni, konstruktivni, vsebinski, argumentirani in da bodo se predvsem ozirali v prihodnost. To pričakujem tudi od vseh naših kandidatov, ki bodo tako od gospoda Žagarja, kot tudi od vseh kandidatov, ki bodo kandidirali za mestni svet. Moja ocena je, da imajo državljanke in državljani čez glavo vseh konfliktov, prerekanj, obtožb in tako naprej in tako dalje. To, kar se pač v zadnjem času intenzivno dogaja in moja ocena prav tako je, da vsa sredstva za to, da se pride na oblast, preprosto niso dovoljena. Niso dovoljena obtožbe, niso dovoljene ovadbe in vse ostalo, kar se v zadnjem času v velikem meri pojavlja, samo zato, da se političnega tekmeca diskreditira in onemogoči, da bi lahko normalno opravljal svoje delo. Če se dotaknem Ljubljane, pa verjamem, da bo gospod Žagar dodal veliko več.
Jaz menim, mnenje Slovenske ljudske stranke je, da občina ali pa mestna občina Ljubljana ni samo center. Da je mestna občina Ljubljana bistveno več kot center in da tudi tisti Ljubljančani, ki ne živijo v strogem centru Ljubljane, pričakujejo pozornost, pričakujejo enak odnos, da bodo lahko na svojem okolju, tam, kjer živijo, pač dobili tisto, kar jim na nek način pripravlja, tisto, kar pogrešajo. Posebej nas skrbi finančno stanje, zadolženost mestne občine Ljubljana, ki se je v zadnjem mandatu povečala in se še povečuje. Menim, da bi vendarle to zadolževanje bilo potrebno na nek način ustaviti, ker bo to potrebno tudi nekega dne vrniti. In tako, bom rekel, tako zadolževanje na hitri rok, zato da se preprosto na vrat na nos izpolnijo nekatere predvolilne obljube, jaz mislim, da to ni najbolj modro. Dotaknil bi se morda še točke prometa, za katero menim, da bi Ljubljana potrebovala drugačne rešitve. Rešitve zagotovo ne v smeri, da se ves promet in vsa migracija, ki v Ljubljano prihaja, vodi na nek način v center mesta, kjer se bodo gradila garažne hiše. Jaz menim, da bi bilo dobro, da migracija ostane zunaj mesta Ljubljana, da se zunaj mesta Ljubljana postavljajo parkirne hiše in da se potem z javnim prometom ljudje pripeljejo v samo mesto, kar bi bilo iz mnogih aspektov veliko, veliko bolj modro, še posebej pa iz zornega kota okolja in predvsem zdravega okolja. Morda še stavek, kar se tiče Stožic, ki bodo najbrž ključna tema ali pa ključna zgodba te volilne kampanje za župana mestne občine Ljubljana. Jaz lahko rečem, da je dobro, da je ta projekt končan. Sem pa zaskrbljen nad vsemi aktivnosti, ki so bile med samim projektom izvedene. Še posebej lahko rečemo, da je ta projekt bil tudi na nek način vzorčni primer neplačevanja oziroma plačilne nediscipline in tudi vzorčni primer, kar se tiče odnosa do delavcev, ki so neznosnega odnosa do delavcev, ki so na tem projektu delali. Sam sem bil ves čas mnenja in sem tudi mnenja sicer, če se nek projekt, neka investicija začne, je najbolj gospodarno, da se čim prej konča. Vso zaustavljanje zaradi takšnih ali drugačnih zadev je negospodarno, je nelogično in vodi samo v to, da se sama investicija ali pa projekt podraži. Torej, pomembno je, da je projekt končan, zagotovo pa vse aktivnosti, ki so bile, še enkrat poudarjam, znotraj realizacije, niso bile takšne, kot bi morali biti. Že pri sami otvoritvi je bilo cel kup nekih zadev, ki so pač vrgle slabo senco na to projekt. Je pa dejstvo, da Ljubljana tak objekt potrebuje in bi ga potrebovala že veliko, veliko prej, tako stadion kot dvorano. Zdaj bi pa prosil seveda gospoda Žagarja, da morda tudi sam k temu še kaj doda. Verjamem, da bo veliko bolj